jaz tja gledam ali ne, ali kako? Ja. Tudi tja moram gledati, ne uno kamero, ne. Ne, dole pozdrav, gledaš v kamera, pa ki tisto si žija, ne, zdaj pa šel najprej se posvetimo, Ja. pa začneš že kar ki gledati. Aha, pa začnem tja gledati, Ja, ne. ka Se pravi, jaz lepo- tu bi rekel, gledam v kamero, ja. Kar rečeš, ka ga lepo pozdravljamo, že začneš ki gledati, ka pol bo že nehal posnetek. Aha, se pravi, med nahovim posnetkom jaz moram ki gledati. Ja. Skus bo ki Aha. gledala, da Aha, dobro, ja, ja, okej. Tudi, kadar boš ti uro, bom ki gledal. Ja. V rubriki Aktualno pa je z nami tudi župan občine Idrija, Tomaž Vencelj, ki ga prav lepo pozdravljam v studiu 3 naše televizijske hiše. Gospod župan, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Najprej se posvetimo dejavnosti, ki je nekako od nastopa vašega županovanja v razcvetu, gastronomskemu oziroma kulinaričnemu turizmu. Kot ena osrednjih turističnih prireditev v Idriji se je v zadnjih letih uveljavil praznik idrijskih žlikrofov. Že lani ste, gospod župan, osebno sodelovali pri izvedbi tega dogodka. Kako ocenjujete, da ste ga izpeljali? Smo kar, bom rekel, trezno razmišljali in delali nekako v smeri, da je stvar potekala dokaj dobro. Z določenimi stvarmi bom skozi današnje oči pogledal. Nisem najbolj zadovoljen, kako smo jih izpeljali, a v večini primerov je stvar potekala dobro. Težave so bile predvsem pri izvajanju same kuhe, žlikrofov in prilog. Ja, bilo je nekaj požarov, še več bi jih lahko bilo. Baje boste zdaj v organizacijo vpleteni še bolj. Se s tem zgledujete po pregovorni proaktivnosti prejšnjih županov? Do sedaj te prakse v idrijski občini ni bilo. Zanimiv pristop. Ja, glede na razmere je bila edina logična odločitev. A da se župan vse vteka. Ja, se tu načeloma se že dogaja v manjši meri. In se vam zdi prav, da se to dogaja? Definitivno. Pa še se bo. Kaj pa predvolilni slogan občino občanom? Očitno zadeve zdaj urejate drugače. Jaz mislim, da v tem trenutku, v teh dnevih in tednih ni nobene stvari, ki bi bila res toliko pomembna, da se je ne bi dalo tako urediti. Dobro, pa če se vrneva nazaj k prazniku idrijskih žlikrofov, boste še naprej med prvimi v vrsti za degustacijo? Zmeri sem bil, pa še zmeri bom. Žlikrofi so odlična jed in nekateri se jih najedo do škode. Kako pa ste vi po 7, 8 degustacijskih porcijah? Jaz nimam nobenih problemov. Naslednji praznik idrijskih žlikrofov, ki bo trajal nekoliko dlje, naj bi pospremili tudi koncerti z glasno glasbo. Kaj bi ob tem svetovali občanom? Ja, občanom je treba predvsem to reči, da ne zdržijo te dneve in tedne. Pritožbe na račun glasne glasbe že zdaj niso redkost. Vsi prebivalci pa še zmeri niso popolnoma prilagojeni tem razmeram in je treba kdaj še koga malo opozoriti. Opozoriti ga je treba, naj se manj pritožuje. Zanimivo. Pa je tak pristop uspešen? Kaj ne rečem. Trudimo se zdaj v teh dneh, kar se da. Zdaj, mislim, da nam tudi zaenkrat kar dobro uspeva. Vseeno pa je v javnosti zaznati izraze nezadovoljstva. Jaz jih ne čutim. Pa čisto za konec pogovora še komentar vašega načina županovanja. Tako se dela. Najlepša hvala za vaš obisk v našem studiu.